Evo, ključe imam, avto tudi. Dober dan! 3 stvari. Vozim se v Focusu Active, to je ki je mečkin dvignem, bom pol malo več povedal. Ta druga reč, jaz se moram nujno obriti. Ta tretja stvar, Mercedes je predstavil en nov avto, danes nas je novinarje povabil na Gorenjsko Brdo pri Kranju, gre za model V, zato ker so ga prenovili. Tako približno bo izgledal ta vlog. Dame in gospodje, to je bil venček tistih, ki so bile zbrane na random. Zdaj pa nazaj k našemu uveljavljenemu programu. Ja, mami, kaj pa že ti na vse zgodi zunaj? Evo, malo boš. Ok, gremo zdaj nekaj v Focusu povedati, mi grede vmesno še majico zamenil. A veš zakaj? Zato, ker se ta majica lepš ujema s supergami, kot vnaprej. Kaj komu treba, zdaj moden vlog delo, a kaj? No evo, jaz ne vem, če se kdo spomne te lokacije. Veš, kjer avto sem nazadnje tukaj snemal? Olgico, Vlado Niva, spomniš? In se mi zdi, da je tole perfekten okolje za ta avto, ne samo zato, ker se super z njim barvno sklada, pa bom lahko naredil eno ali pa dve res lušne fotke. Veš, sem prišel predvsem zaradi te značke, kot sem rekel, Focus Active. Veš, kaj to pomeni? Je ta avto je ene vrste crossover, ni ful izrazit, ampak je pa Ford naredil kupenih manjših prilagoditev, zato da mu je vse lažje zapeljati do asfalta. Stari, lej, se že takoj, ko ga pogledaš, vidiš, da je malo dlje oddaljen od tal. Mislim, da v primerjavi z navadnim Focusom za dobre 3 cm. Pa malo drugačno okrasje ima, predvsem tale temna plastika namiguje na njegov malo bolj robusten karakter. Pa mimogrede, ta avto ima strešne nosilce serijsko, pri navadnem Focusu to valjda ni tako. In ta malo večja oddaljenost totalno ne prenese samo to, da lahko mirne duše zapelješ tudi na slabšo podlago, malo višji tudi sediš, pa malo boljš tudi ven vidiš takrat, ko se voziš, ne samo na takih podlagah, tudi na avtocesti, recimo. Tako da ni sam šminka, ne, vse skupaj. Delač od tega. Je pa res, da drugač kakšnih znatnih sprememb ni. Ford je pripravil tudi vehicle is on. I turned it on, god damn it! Hotel sem reči, da je Ford pripravil tudi 2 dodatna vozna programa. Ti bom pokazal. To drugače prilagajaš tukaj na sredinskem grebenu, tukaj imaš recimo upravljanje s head-up displejem, pa avtomatsko parkiranje. Tukaj imaš pa vozne programe. Poglej. Drive mode imaš normal, eco, sport, te so običajni v vseh Focusih, pa imaš pa še sliperi za spolsko podlago, pa trail, recimo za makadam. Evo, takole zgleda pod ozadji. Se mu vidi, da je malo drugačen, kot navaden Focus. V mojemu primeru je tudi face to stran, mislim face. Prekrit je z malo praha, zato ker sem se šel namensko voziti na makadame, da vidim, kako se obnese. Vidiš, pa dvojna izpušna cev, litrski EcoBoost motor, špica. Zdaj še ena stvar, ki moraš vedeti, Ford ni prilagodil samo elektronke, vozni programi, to je tisto, ki sem razlagal prej, malo je prilagodil tudi dejansko podvozje. To pa zato, ker ta avto vsem bo videl kakšno luknjo več, pa mora biti malo bolj udoben. Ampak, še vedno je to totalen driver's car s posluhom za ovinke. Pa s tem ne mislim, da je ful čvrst ali pa trd. Ampak začiten znak Focusa je, da se z ovinki pač razume, da čutiš to čez rit, čez hrbet, čez rame, čez volan. Ok, in to je to, kar se tiče Focusa, zdaj bom pa tale trail program res rabo, zato ker moram ven zlesti. Boš videl, le. Jaz pa ne vem, kam grem, stari. Evo, ključe imam, avto tudi. Avto, kombi. Zdaj, če se na veja spoznaš, bo ta prva stvar, ki boš ugotovil to, da ima avto nove odbijače, pa novo masko. Ampak Mercedes pa pravi, da najpomembnejša nova stvar se skriva pa tukaj spodaj, motor. Ampak pojmo lepo po vrsti. V nastaja v Vitoriji v Španiji. Od leta 2014, ki je prišla ta nova generacija, so jih naredili 210 tavžnic. To ni tako malo, ne pozabi, to je kombi. Drugače pa Mercedes pravi, da je V kralj med šatli. In a veš kaj? Jaz to lahko potrdim, mislim, se nimam nobenih konkretnih številk, ampak doskrat se zgodi, da ko prijemo na mednarodno predstavitev kam v tujino, da nas čakajo šatli. Ugan, kateri avti so to? Vej, no zdaj pa še malo o motorju. OM654 se imenuje, to je dizelski 4-valjnik, razmeroma kompaktni motor, ki ga je Mercedes najprej dal v EA,
pa pošel prenovljenega C-ja, zdaj pa šel pa tudi sem. Sej, za koga pa ne pogledal? Kje je že? Tlele. Evo ga. Lega, to je ta motor. Zdaj ga seveda prekriva plastičen pokrov, ampak drugače pa narejen z aluminija. Ponuja ti pa lahko 3 različne zmogljivosti, ali 120, 140 ali pa 176 kW. To je koliko preračunano švok 240 konjev, 500 Nm navora. Pa eno pohvalo lahko že kar takoj dam. Ko odpreš havbo, a veš, dostikrat se išče v hakelčah. Kje je zdaj, da ga zagrabiš, da lahko dvigneš? No, tukaj je čist spredi, ga takoj zagledaš. Zelo uporabno. Drugače pa veš, sposoben vleči tudi do 2,5 tone, serijske opreme je velik. Zdaj ne bom posebej poudaril, da je prostor njegov največji adut, takole izgleda zadnja vrsta, vidiš, posod so enako veliki sedeži, udobja velik. Takole izgleda pa sprednji del. Glede na to, da sedimo v kombiju, je, če vprašaš mene, tole okolje mnogo hudo gospodsko. Za konec pa še cena, V220, osnovna oprema se začne pri 43 500, pa gre pa zelo hitro navzgor. Oprema Avantgarde se recimo začne pri dobrih 52 jurjih, najvišja stopna oprema Exclusive pa mislim, da pri 86. Pa že ni več hec, a? Lega, je reba. To je točen tale. Anže, iz volana. Kot Forrest Gump, stari.